Lepo zdrav, Mladinski center Celje in dobrodošli nazaj v novi Jami kuha epizodi. Danes bomo pripravljeni na ful preprosto, ampak ful bomba zadevo in to bo Matilda torta. Zdaj ne vem, zakaj sem dvignil to posodo, ampak kak je malo tak moment. Matilda torta, to veste ono iz filma Matilde, ki je ona ta ogromna čokoladna torta, res tisti čokolada na čokolado v čokoladi, bomba zadeva v glavnem. Tako da, ful je simpel zadeva, ful je simpel, preprost recept in najbolj, da se kar lotimo. Najprej imamo suhe sestavine, pol mokre sestavine in prvo, kar bomo naredili, je to, da zmešamo skupaj vse suhe sestavine. Tukajle imam 380 gramov moke, potem imam 280 gramov sladkorja, tukajle noter ena žlička soda bikarbone, ena žlička in pol pecilnega praška in pa ena žlička in pol soli. Ne bodo to tako ful nabite žličke, ampak ne bodo normalno žličkice. Takole in pa tukajle 150 gramov pravega kakava, pa moj trik pri čokoladnih zadevah, 5 gramov instant kavice. Noter, ne preveč dihati. Takole, vzamemo metelco in vse skupaj fajn zmešamo. Ups. Dajmo biti mehen bolj previdni, ko mešamo stvari skupaj. Evo, te stvari se morajo vse lepo skupaj povezati, lahko jih tudi prej presejete čez cedilo, da date suhe sestavine vse noter in tele suhe sestavine so pripravljene. Res fajn je treba premešati skupaj, da vzamete dosti veliko posodo, jaz imam po vsej verjetnosti premehno posodo, boste videli pol, ko bo to tako vse letelo po zraku. Zdaj pa dodamo mokre sestavine. Lahko uporabite olje, jaz uporabljam vedno v takih receptih stopljeno maslo, da da tisti dodaten žmoht v zadevo. 120 gramov. Takole, in zdaj že takoj po maslu bomo dodali še 2 vaniljeva sladkorja. Dodamo 4 srednje velika jajca. In si umijemo roke. In zdaj, ko imamo to noter, smo tukaj le pripravili mešanico vode in pa pinjenca. Pinjenec oziroma buttermilk se ga domačega naredi tako, ker sem ga jaz naredil tukaj le 330 ml sem dal mleka in pa sok polovice limone. Se pravi, vzameš pol limone, daš noter, zmešaš, pustiš ene 5 minut in boste videli, da je taka grudasta zadeva. Kakor sem rekel, bom imel težavo s prostorom v posodi. Kar sledi zdaj je miksanje. Pokrite z nečem, tako da ne bo vse letelo okoli. Imamo pokrito, vzameš mikser in na srednje veliki hitrosti začneš na easy, pa na vedno večjo hitrost mešamo tole zadevo. Takole bomo vmes tole kar odprl, da vidim, kaj se mi točno noter dogaja. Zdaj tak ne bo več letelno okoli, tako da je cool. Že sama tale masa zgleda bolano. Takole, evo, rata taka res lepa, gladka, gosta zmes. Zdaj pa pržgemo pečico na 175 stopinj in prepravimo pekač. Zdaj, način priprave tega pekača je simpel, res simpel. Fajn je, če imate tega, ko se takole odpira, če ga nimate, bo treba res fajn namazati z maslom. Takole odpreš tale pekač, vzameš peki papir. Takole, evo, vzameš malo škarje, samo na sredini narediš mini lukenco, pa paziš, da ne popraskaš podna. Takole, in to je to. Zdaj pa vzamemo maslo, ga čist malo takole odpremo, se pravi ne ga čist odviti, ampak ga malo odpreš, tako, in lepo pomažeš po spodnjem delu pekača. Bolj pomembno kot po spodnjem delu je, da fajn lepo namažemo robove. To naredimo zato, da se torta ne bo parila gor. In zdaj prelijemo noter maso, pa damo peč. Zdaj to celotno maso lahko prelijete v 2 pekača, pa imate pač 2 biskvita ali pa celo v 3 pekače, oziroma odvisno koliko slojev hočete imeti.
Jaz sem se kar odločil, da bom vzel samo en pekač, bom torto dal sam na pol, pa jo dal enkrat na pol noter stvari, oziroma filo, pa še povrh čez preliv, pa je to. Tako da, simple as that, samo zliješ maso, lepo pekač. Takole, v nivo je itak lepo razravnan. In zdaj damo tole za 30 do 35 minut peč noter v pečico. Mogoče bo kakšno minutko dlje, ker je malo višji biskvit, ampak preverite pa tako, da zabotrebcem zapičite v sredino in če prije zabotrebac ven suh, pomeni, da je pečen. Evo nas nazaj. V bistvu se ful na hitro zdaj najavam, ker tole se je pekel biskvit. 45 minut se je v tem mojemu pekaču, ker sem ga naenkrat dal noter celega. 45 minut, tako lepo rata tako krogu, ker nič ne tega rezati stran. Zdaj je zelo pomemben korak, da tole počakamo, da se pohladi, vmes bomo pa naredili še frosting. Tako da se vidimo na frostingu. Evo, lep pozdrav, mi smo nazaj. Jaz sem naredil en trening, eno urco vmes, tortica se je pohladila, zdaj pa naredimo mi frosting. Za frosting ga bomo naredili v dveh delih, najprej prvi del, pa pol drugi del. In kar bomo rabili, imamo najprej tukaj se pravi približno 250 do 300 gramov kremnega sira. Lahko uporabljate tale ABC sirček, lahko uporabite Filadelfijo, čist po želji. Takole, in vzamemo še mascarpone, ter dodamo še približno 100 gramov mascarpone sira. Evo, to je naša prva osnova, ki jo bomo zdaj približno 2 minutke miksali. 100 gramov sladkorja v prahu. Ker naj bo res sladkor v prahu, da se ne bojo čutili tisti kristalčki vmes, kako hrusta cukor. In zdaj glede na to, da delamo čokoladen frosting, ta je bolj okusnega čokoladnega, kot je Nutella. Tako da vzamemo Nutello in vam pokažem, kaj naredimo. Takole, tukaj imamo Nutellico. Dodamo dejansko po želji žlic Nutelle. Jaz bom dodal ene 2-3 te velike žlice Nutelle. Itak je sama torta po sebi že ful čokoladna. Zdaj tukaj na tem delu lahko dodate tudi klasično čokolado, čist po želji. Stopite čokolado, dodate. In zdaj spet vse to skupaj lepo zmiksamo. Top krema, zdaj pa gremo biskvit prerezati pol. In evo, zdaj pa postopek. Če smo fajn namazali z maslom, bi mogla tale tortica lepo odstopiti stran od samega pekača. Če ne odstopi samo od sebe, komot brez problema malo zarežete. Evo, vidite, poka, pri meni je šlo čist samo od sebe dol. Lahko bi rekel, da gre pri tej torti bolj za nek tak brownie biskvit v bistvu, ker je full dense, full je tak žmohten. Tako da zdaj pa približno na polovici, vzemite full oster velik nož, pa približno na polovici lepo zarežite v torto. Takole, evo, jaz sem tole odrezal, cel mes sem naredil po mizi, ampak pač ko le pride to, ne. Zdaj pa ta zgoren pokrov boste vzeli dol. Bomba, kak testo, bomba. In gremo mazati, se pravi maso, ki smo naredili, ne cele, približno, boste videli približno polovice, ki bomo namazali noter. Takole vzamemo takole lopatico za dekorirati torte oziroma za mazati po tortah in kar naredimo kupček na sredini. In zdaj tukaj boste pa mogli paziti, da ne boste šli čist do roba. Se pravi, približno polovico mase bomo naredili kup na sredini. Zdaj pa lepo, vsaj kakšen 2 cm od roba se morate ustaviti. Evo, to smo, zdaj pa tisti kos nazaj pokrijemo gor. Torto po sredini majhen, tako da preleze masa do strani. Zdaj pa prestavimo še, ko je takole, na nekaj, kar bomo imeli, se pravi na nek pladenj, kjer bo ta torta čakala, jo zdaj preden jo mažemo, prestavimo.
Tako lepo. In zdaj v tisto drugo polovico mešanice, ki jo imamo, vlijemo približno recimo nekje 100 ml sladke smetane in vse skupaj najprej fajn premešate. Zdaj pa te zniskate. Dobiti morate tako lepo gosto zmes, da ostanejo takole vrhovčki. Zdaj, če bi radi ful čokoladno, lahko noter dodate čokolado še ali pa tako, ampak jaz mislim, da bo tam malo tak kik svežine, smetane pa to ful dobro prišel tule zraven. Tako da ne preveč, ne premalo zmiksati. Lahko tole namažete v tisto dresirno vrečko, ki se pol stiska gor, ampak jaz kar ne kompliciram, pokaj vzemam in sam premažem. Tale smetana iz vsa kremo jo lepo damo na vrh. Jo najprej razmažemo od vrha proti stranem. To je naša ekstra čokoladna torta z malo dodane svežine, gor s tole smetanovo kremo z mascarponem, kremnim sirom in nutelo. Hvala, da ste me gledali, hvala, da ste poslušali tole in upam, da boste tako torto pripravili tudi v vašem mladinskem centru, pa da fotkate, pa tegate Yummy Slovenija in da vam bo dobro in da boste uživali, ne? Tako da najbolj pomembna stvar pri meni pa je to, oziroma pri vas je to, da uživajte in dober tek. Se vidimo, ajde, čau!